Je to, kar ste se danes tukaj dogovorili, to se pravi sanacija, sanacijski program in pa fizično varovanje, je to za civilno iniciativo dovolj ali ste želeli še kaj? Nam je seveda predpogoj, da se onemogoči, se pravi, da se prepreči nadaljna požarna ogroženost, ker morate vedeti, da še vedno preti nevarnost požara, ker v jami so še vedno gume, ki niso zgorele in naš osnovni cilj je bil, da se te gume čimprej nemudoma odstranijo, oziroma da vkolikor se ne da to nemudoma zgoditi oziroma storiti, da se zagotovi profesionalno varovanje. In danes nam je bilo na ministrstvu obljubljeno, da bodo stopili, se pravi na Ministrstvo za okolje in prostor, v kontakt z Ministrstvom za obrambo, konkretno z civilno zaščito, da se zagotovi protipožarno varovanje tega pogorišča. Za koliko časa so tukaj rekli, da kdaj bi se lahko začela sanacija? Poglejte, mi bomo zdaj skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor, z tem timom, ki pripravlja program sanacije te deponije, pripravili, skupaj sodelovali pri pripravi tega programa. Na podlagi tega se bo tudi ustrezna časovnica izoblikovala samih aktivnosti za sanacijo. Seveda pa moramo počakati na rezultate analiz, ki so trenutno v teku. Treba je biti razumen, bom temu rekel, lahko je zahtevati, ampak ne gre kar tako nekaj mimo zakonodaje, ker morate vedeti, da imamo v ozadju zakon o upravnem postopku, kjer obstajajo nekateri roki in tako dalje, ki je pač potrebno upoštevati. Koliko pa za vas sprejemljivo, recimo, časa lahko počakate, da se začne sanacija? Poglejte, če bo nemudoma zagotovljeno varovanje te deponije, potem ni niti toliko ključno, kdaj bo sanacija stekla. Glavno je, da so analize v teku, da analize pokažejo tiste stvari, ki pač, oziroma da potrdijo te sume, ki trenutno obstajajo in da se zadeva pač pelje v skladu z zakonodajo. In kaj so vam danes sporočili Zavoda za varovanje zdravja Maribor? Danes so nam sporočili, da bo do te analize pripravljene do konca meseca, čim bodo kakšni vzorci oziroma analize teh vzorcev prej, bo do nam tudi ustrezno temu sporočili. Kakšnih umestnih rezultatov pa ni? Umestnih rezultatov še niso želeli komentirati, tako da predpostavljam, da jih ni. To se pravi, vi ne boste zaostrovali. Vi zdaj čakate, da nekdo fizično tja pride in začne varovati tisto pogorišče in to je za vas prvi cilj dosežen. Prvi cilj nam je, da se varuje to pogorišče, drugi cilj je, da ti, ki so za to objektivno ali kakorkoli odgovorni, to tudi odgovarjajo. Zato ne nazadnje imamo zakonodajo. Zadnji cilj pa je seveda, da se sanira ta jama. Kaj pa odškodnine? Odškodnine, bili so vloženi odškodninski zahtevki strani fizičnih oseb, imamo jih izbranih okrog 200, bomo pa tudi te fizične zahtevke naslovili na gospoda Brencla v ponedeljek. Vkolikor ne bo od njega odziva, smo pripravljeni v civilni iniciativi nekako nuditi support, neko odvetniško službo, kjer bodo lahko ti, ki so vlagali civilne oziroma zahtevke, tudi vlagali individualne odškodninske tožbe. Za koliko je teh zahtevkov in pa kako je formulirano samo odškodninski zahtevek? Teh zahtevkov se je nabralo za okrog pol milijona evrov, bom rekel. Zaradi tega, ker je bila vključena tudi nematerialna škoda, možnost pridobivanja povrnitve, zaradi povzročenih duševnih bolečin in pa zaradi prestanega straha, ki je dejansko zaradi tega požara nastal. Tako so zahtevki formulirani, ne recimo uničeni pridelki. Bili so pa tudi za materialno škodo povzročeno, to pa gre za škodo na avtomobilih, na površinah, na vrtninah, na fasadah hiš in tako dalje, če je, kolikor je, se pravi, ta škoda nastala in je seveda dokazljiva.